Lepo pozdravljeni na literarnem večeru o romanu Jarden švedskega pisatelja Christiana Lundberga, ki je v prevodu Danis Ražar izšel v preteklem letu pri založbi Boga. Založba tudi organizira prireditev, današnjo prireditev. Meni se pa na začetku že kar najlepše zahvalim Žugarjevi hiši literature za gostoljubje. Mislim, da imamo tole debato o danes prav prijetnem okolju tukajle. Naj na samem začetku predstavim nocojšnja oziroma današnja sogovornika. Na moji levi dr. Mirt Komel, filozof, pisatelj, tudi dramatik, publicist in kaj še tega, predavatelj na Fakulteti za družbene vede. In na svoji desni imam Andraža Malija, sociologa, člana raziskovalnega odbora Centra za družbeno raziskovanje, kjer se ukvarja predvsem z vprašanjem sindikalnega gibanja in nasplošno organiziranja dela v sodobnem kapitalizmu. Jasna stvar, pogovor se bo osredotočal okoli vsebine romana Jarden, teme, ki jih odpira ta ne preveč obsežen, ampak mislim, da tematsko vseeno zelo močen roman oziroma to besedilo, so pa predvsem delavstvo, položaj dela danes v sodobni družbi. Bolj specifično obravnavana je švedska družba, lahko rečemo švedski trg delovne sile oziroma njegova periferija, kajti prvoosebni pripovedovalec, roman je tudi avtobiografski, je prekarno zaposlen v enem pristanišču v mestu Malmö. Tako da se bomo navezali recimo po literarni plati na avtobiografskost, na premislek, recimo položaja dela znotraj romaneskne forme v literaturi, na delavsko literaturo nasploh, in pa po drugi strani se bomo ukvarjali z nekimi eminentno sociološkimi vprašanji, ki sem jih že večkrat navedel, se pravi družbena struktura danes, razredno vprašanje, ne nazadnje delo v pristanišču, logistiki kot sektorju, gospodarstva nasplošno in možnostih za odgovor organiziranega dela na napade kapitala v zadnjih recimo nekaj desetletjih oziroma na trenutno družbeno stanje. Ne nazadnje kot opomba pod črto, lahko se še pozneje malenkost navežemo tudi na to. Včeraj so si francoski in tudi evropski vladajoči razredi oddahnili. Za predsednika, verjetno veste, je bil izvoljen Emmanuel Macron, domnevno tisti nevarni kandidat, ki je porazil seveda fašistko Marine Le Pen, ki bo zdaj uspešno ali pa neuspešno konsolidiral vladajoče razrede v Franciji, tako da bo fašizem v Franciji verjetno šele leta 2022 zmagal na volitvah. Tako da je vse v redu, ali kaj. Mogoče, glede na to, da je ta tekst, ta literatura eminentno recimo politična, je zelo jasna politična vsebina, bi Mirt s tako začel oziroma s vprašanjem zate najprej, kako razumeš politično v umetnosti ali pa dajmo natančneje v književnosti, v literaturi, kaj je angažirana pisava, je to, ne vem, je to pleonazem, je, ne vem, vsako delo, ko ga bralec in bralka primeta v roke, že na nek način angažirano in politično, nekaj o tem, mogoče. Kot po naključju, en dan minulega vikenda, ko smo bili zdaj v Nemčiji na festivalu literarnih prvencov, je en workshop bil namenjen točno temu vprašanju, kjer smo se vrteli v krogu med dvema alternativama. Ena, ki so zagovarjali, da seveda avtori s svojimi deli ali pa zgolj svojo figuro bi morali biti politično angažirani in tekstualno in intertekstualno. Drugi pa, ki so zagovarjali tezo, da v bistvu umetniško delo, literarno delo, da ima ta privilegij, da je lahko političen na način, na kakršnega ne more biti nobeno drugo. Torej, da umetnost ima neko dimenzijo političnega, ki je nedostopna drugim
politično-aktivističnim dejavnostim. In da v tem oziru je ne gre postavljati v niz enako je na molitve protestirati tudi član sindikata in pisati roman ali prozo poezijo, kakorkoli. Zdaj, mislim, da to so dva ekstrema, ki nam nudijo mogoče koordinate, zdaj, kam bi padel ta roman. Jaz mislim, da definitivno v politično angažirano literaturo, ki neposredno poskuša zakopasti določene politične probleme družbe, kot ena, in dva, to počne na politično angažiran način v sami formi pisanja. Mogoče k temu se vrnem malo kasneje, kako se zdaj to pokaže v tem romanu. Zdaj, tisto, kar se mi zdi še v tem kontekstu pomembno povedati, je to, da je to avtor naredil vede ali ne vede, ali pa da hoče ali noče, se ta roman upenja v neko tradicijo. In to je tradicija, ki se da, katere premik se da zabeležiti z francosko revolucijo, ki med drugim pravnih in političnih konsekvenc ima tudi to literarno in zgodovino pisno konsekvenco, da se začne premik zanimanja intelektualcev, akademikov, učenjakov, pisateljev, preprosto povedano od gospodarjev k vladajočim, od vladarjev k vladajočim. Se pravi, zelo schematsko rečeno, če poprejšnje pesnitve, drame, zgodovinopisje opisuje predvsem življenje in dela gospodstva, pa še zlasti tem z Evropo emblematičnim menikom francoske revolucije se porodi ne samo teorija, francosko-socialistična teorija iz tega obdobja, ampak tudi romani, ki začnejo na kar se da najbolj realističen način opisovati vsakdanje življenje eksploatiranih, vladanih od Zulaja do Ugoja, potem v 20. stoletju nasledniki tovrstno eksplicitno angažiranega pisanja, George Orwell in podobni. Mislim, da ta roman in ta avtor ima zopet eno izjemo, kjer je mogoče več kasneje. In ta obrat, ki sem ga datiral s francosko revolucijo, ima tudi svoje seveda teoretsko ozadje. In ta premik, to, kar hočem izpostaviti, je to, da nikakor ni samoumevno, da imamo tako pisanje, pa da je tako pisanje sploh možno. Ta obrat perspektive, zakaj bi bilo zanimivo sploh popisovati, kaj se dogaja v tem družbenem podpodju, kjerkoli zgodovinskega obdobja, je nekaj, kar skozi 19-20 stoletje šele postopoma porodi to določeno perspektivo, optiko, s katero avtorji, kot so Christian Lundberg v našem primeru, lahko sploh vidijo, kaj se dogaja v družbi iz tega vidika. Ta pozicija nekako ni samoumevna. Ne gre za to, se je vedno bilo tako, ne? Gre sem za to, da je začel nekdo to popisovati. Gre, se mi zdi, za teoretsko veliko bolj radikalno razliko, in to je, da sploh to bilo vidno, da je to sploh zdaj možno videti in opisati. In ta teoretski obrat ima seveda svoje korenine, vsaj v eni liniji v heglomarksizmu, ker je bil Hegel tisti prvi avtor, ki je znotraj filozofije naredil vsaj dva pomembna obrata s tem v zvezi, in to je, da je filozofijo angažiral, tako hoče vpregu v zgodovinopisje, tukaj so pomembni za njegove predavanje filozofije zgodovine, ampak še pomembne pa je to, da je tudi filozofijo samo historiciziral. In tisti koncept pri njemu, ki zgošča oboje, je seveda pojem duha. Duha ne v krščanskem, pač po tem njegovem sekularno-sakralnem smislu, kolikor duha izenačuje samim časom. In to je še ena značilnost, na katero bom pol se navezal tega romana, čisto hegelovska poanta, ki je ta, da vsi poznate to nemško sestavljenko Zeitgeist, duh nekega časa, ki je domnevno hegelovskega izvora, skratka, da najdemo to formulacijo pri Hegelova. Pa Hegelova poanta je radikalno drugačnija v temu, da on dejansko duha izenači s časom. Duh je sam čas, ki poraja spremembe
nove stvari in tudi pokopava druge. In da brez tega koraka ni bilo možno to, kar je potem Marx naredil, ne? To, da je teoretiziral tako rekoč zgodovino poražencev. Nekaj, kar pri minulih avtorjih, Shakespeare, Molière, dramatike ali pa še prej veliki rimski zgodovinopisci, nekako si niso zmogli niti uvideti, kaj še zamisliti, zakaj je to pomembno za opast kot problem. In več mogoče kasneje teh par, da sem navrgel koordinate, zdaj kam ta roman kot literarno, pa tudi zgodovinopisno delo v bistvu padne. Ok, hvala. Zdaj mogoče, Andraž, če greva midva na konec vseh časov in Hegler še tako z Marxom postavila na glavo in se osredotočiva na materialne pogoje sodobne družbe oziroma družbe, ki jo Lundberg popisuje, ki je recimo, če lahko tukaj enačaj potegnemo, če je pripovedovalčeva oseba dejansko oseba empiričnega avtorja Christiana Lundberga v tej avtobiografski prepovedi, potem lahko rečemo, da ja, seveda je to neka popisana izkušnja švedske družbe, ne vem, predvsem v 80-ih, pa do danes seveda. Zdaj mogoče na kratko o glavnih premikih, glavnih strukturnih točkah družbe, kakor se je oblikovala v zadnjih desetletjih in o predvsem njenih protislovjih za nadaljno debato, ko bomo lahko res bolj vstopili v sam ta tekst. Ja, hvala za povabilo, pa hvala tudi sam za udeležbo. Ja, zdaj, kar se tiče avtorja in tudi njegove umestitve v kontekst družbeni zgodovinski, govorimo o švedski družbi, ki je bila recimo, ali pa ki je tudi v nekem splošnem tisku in v javnosti prepoznana kot nek relativno uspešen socialni model, ki je omogočil neko družbeno blaginjo svojim prebivalcem. Dejstvo je, da je recimo v švedski družbi tam od 30-ih pa do 70-ih let nekako vladala socialdemokracija, ki je v tem času se je tudi v tej družbi vzpostavilo relativno centralizirano in močno sindikalno gibanje z visokim številom članstva, okrog 80% in v teh nekih značilnostih je precejšnja podobnost tudi za neko slovensko družbo in tako naprej, tudi v smislu teh investicijskih odnosov, ki so v tem času vzpostavili. Tukaj govorimo o polni zaposlenosti, govorimo o relativnih visokih plačah in ta sam roman pa nekako se umešča v zgodovino ali pa v čas, ki se je ta model nekako začel lomati, nekako začel se krhati in tudi kaže na čisto podlago, ki je bil ta socialni model, ni bil popolnoma tak, kar se mogoče prikazuje, ampak je v veliki meri temeljil na tem, recimo, kar se danes vzpostavlja na en stran centralni del trga delovne sile, se pravi redno zaposleni in pa na drugi strani periferni del trga delovne sile, to so predvsem prekarno zaposleni, agencijski delavci in tako naprej. In tukaj Christian zelo dobro prikazuje pomen in izkušnje takšnega principa dela. In ravno tam, kaj imam začel v tem zgodovino, ki se vam to umešča, po 80-ih, ki se nekako začne ta socialni model loma, tukaj da lahko govorimo o tem, kar se danes govori o neoliberalnem obratu, skratka, kjer pride do deregulacije, do privatizacije, do prekarizacije in na drugi strani do spojna financializacije. Kaj so te ukrepi nekako, ali pa kaj so te politike bistveno prinesle, predvsem povečanje konkurenčnosti, tako med samimi kapitali, med samimi podjetji. To pomeni, da so mogli potem sama podjetja to večjo konkurenčnost nekako narediti na ta način, da so povečevale samo konkurenčnost potem med samimi delavcem. Se pravi, da tukaj pride predvsem do pojava, do višanje stopne same brezposelnosti, kar nekako ukrepi pritisk na trenutno zaposlene, hkrati tudi potem do razrasta vse večjega pojava teh, ki se reče shitty jobs, skratka do slabih zaposlitev, predvsem govorimo o nizkih plačah, o višanju delovnika
in tako naprej. In ta roman se nekako v to noter umešča. Mislim, kar je prišlo še do mogoče obsežne, čist konceptualne razlike v samem delovanju socialne države. Tukaj mogoče ne moramo reči, da gre tudi sam avtor, mogoče vmes reče, biti reven stane v neki mere in tukaj predvsem nakazuje ta moment, da socialna država ni izgledna kot takšna, ampak je spremenila logiko delovanja. Skratka, socialna država, tisto, kar mogoče se konceptualno reče workfare, da je socialna država sama tista, ki je aktivno spodbujala k zaposlovanju oziroma ki je aktivno tudi individualizirala problematiko brezposelnosti. Ta problem brezposelnosti ni bil družben, ni bila družba tista, ki mora odpreti problem brezposelnosti, ampak so bili posamezniki tisti, ki se morajo prilagoditi, posamezniki so tisti, ki morajo biti bolj aktivni v kompetencah in tako naprej, to pridobivati. In Lundberg se dobro opisuje, kakšne so antagonizmi v delovanju takšne družbe in nakazuje predvsem tudi na probleme, na kakšen način takšno delovanje na eni strani v sami produkciji, skratka v režimih trga delovne sile, pa tudi na spremljenju delovanja socialne države, kako to krepi samo konkurenčnost med delavci in nekako otežuje njihovo organiziranje, otežuje momente solidarnosti in tako naprej. Mislim, tisto, kar je mogoče tudi v tej knjigi jasno pa pomembno, kako je ta socialni model, kolikšen je pač že bil, v veliki meri tudi temeljil na migrantski delovni sili, tukaj tudi na samih teh pristaniščih in mislim tudi to relativno dobro opisuje. Skratka, kar hočem mogoče tukaj nakazati, je na kakšen način se je sam model družbe, delovanje tako same produkcije in pa socialne države spremenil in s tem doživel življenje delavcev in prebivalcev. Predvsem s tem pojavom večjega momenta brezposelnosti, kar je v veliki meri okrepilo pritisk na delovno silo. Okay. In točno to, kar je zdaj Andraž povedal, oziroma kaj je že povedal, je tematizirano, je premišljeno, je reflektirano skozi neko specifično literarno formo, torej romaneskno formo, strani prvosebnega pripovedovalca Kristjana, se ni važno pač literarska. Že prej si omenil tisto, da ste izpostavili dve poziciji na eni delavnici. Zdaj, se mi zdi, da ja, absolutno. Literarna forma je lahko eno zelo specifično privilegirano mesto in tudi tukaj mislim, da pomembno razumeti, da ga je za takega celotna sfera umetnosti šele moderna družba oziroma kapitalistična družba naredila, ko je umetnost osamosvojila recimo od ostalih momentov, od ostalih sfer družbene celote. Zato mislim, da je pač literatura ali pa literarni tekst lahko zelo ploden kot objekt raziskovanja recimo sodobne družbe. In s čimer si želel že prej nadaljevati, pa se potem ustavil, boste zdaj prosim mogoče, kako se ti zdi, da pripovedovalec vidi to družbo? V smislu, on takoj v prologu, knjiga ima na začetku prolog in omeni, mogoče imam jaz eno težavo pri vsem tem. Stojim v absolutnem središču tistega, o čemer pripovedujem. Se pravi, kako se on po tvojem mnenju znajde kot prenosedni pričevalec. Ja, recimo, kot pišoči in katero je to mesto, recimo, v družbi, se mislim, da je jasno, no, si že sam prepovedal, mesto, s katerega artikulira oziroma zapisuje oziroma pripoveduje svojo zgodbo. Še na nadaljevanju tega, kaj je Andraž povedal, ta roman ima veliko dobrih in pametnih stavkov, ne? To ni sicer odlika vseh romanov. In on ima noter recimo ta, ne? Žremo eden drugega, pravi za sebe in svoje kolege in v tem pristaniškem in razne situacije, kako se eden drugega nehote, zaradi čiste sile razmer, morajo v bistvu žreti. In naslednji stavek, čuvaji tega sistema smo. Pravi, meni se zdi že ta konceptualni obrat, da
identificira se s tem razredom izkoriščenih in sam vsečasno reflektira skozi marksistični kategorijalni aparat, gre za delovski razred izkoriščenih, potisnenih na družbeni rob, ki pa se žrejo med sabo. Žrejo pa se na tako, da se tudi njim sami zgodi razredni boj. Znotraj same te situacije se vedno potem še hierarhizira. Recimo njemu vedno njegovi arabsko-muslimanski tovariši tam z dela, mu malce očitajoče, malce pa zavezujoče, ampak vedno mu pravijo, ti si Šved, za razliko od nas. Skratka, malo boljš, pa vendarle. Pa prije ta ladja, kaj iz Malezije, mislim, da ko pridejo te delovci dol in se pogovarjajo, potem oni tam razlagajo, da vsi imajo vsaj 2 službi, zato da lahko preživijo, oni pa razlagajo, da pa moraš imeti 3, 4, 5 služb, sploh da lahko preživiš, in potem tej simpatizirajo. Tle ta paradoks optimista in pesimista, ko pesimist pravi, slabš kot tako ne more biti, pa mu optimist reče, lahko je še veliko hujše, ko srečaš te, da vedno se da še predstaviti to meno. Ker na neki ravni vtis dobiš, da on piše iz te pozicije skrajnega obupa, hkrati pa se še kako dobro zaveda, da so čist materialne okoliščine lahko veliko hujše in da ljudje tudi tam živijo na nekem tem robu. In v tem smislu se mi zdi, da gre za nek paradoks v tem smislu. Paradoks v temu, da po eni strani on sam opisuje sebe kot delovno telo, kot težkega fizičnega delavca in tudi tako se naslavlja, ko se gleda v ogledalo in vidi, kako je zmučen, zdelan, kako se mu na kožu opisuje smrt dobesedno, skratka kot fizični delavec, kot golo fizično telo, in pravi, to je vse, kar znam, v smislu. Na drugi strani pa on kot pišoči. On kot pišoči, premišljujoči, ki vsako jutro, zdi to kot del, pa to mogoče še posebno vprašanje, ampak to, da vsako jutro 15 minut predtem gre na šiht, piše, ki daje specifično, odraža samo formo delovnega procesa v samem romanu, ampak da mu to nudi uteho. On ne piše zato, ker bi hotel popisati delovski razred in izdati knjigo in postati zaradi tega znan. Navaja celo primernega pisatelja, ki se je šel tega, pravi, poščije se na tako literaturo, pač pa piše zato, ker mu je to eksistencialna nuja, ker mu je to edina še opora svobode v razmerah, kjer svobode pač ni več. In to so delovske razmere švedske družbe. S tem, ko popisuje to situacijo in zelo lepo pokaže, kako se postopoma ta družba marginalizira, se mi zdi pa, da poprisoti še nekaj, kar je mogoče eden izmed predsotkov našega časa, in to je, da v Evropi delovski razred izginja, zato ker se je velika industrija preselila na tuje in tako naprej. Kar seveda ne drži. Spremenili so se pogoji dela, marsikaj se je spremenilo, ampak ni, da zdaj delovski razred izginil je samo iz družbenega vidnega polja. In zato in od tukaj še toliko bolj pomembna vloga tovrstne literature z prve roke. Ampak še enkrat, to, kar hočem poudariti, je, da on ne piše zaradi tega, da bi meščanska družba dobila vpogled v to, kar sicer ne vidi, pač pa piše iz eksistencialne nuje. In v tem oziru se mi zdi, da ne samo, da poteka razredni boj med vladajočimi vladami, med delovskim razredom, tistimi, ki imajo in tistimi, ki nimajo, kot pravi on, in ne samo, da poteka razredni boj med samimi temi, ki nimajo, med samimi delavci, ki se potem potegujejo za te službe, ker vejo, da vedno stoji nekdo drugi še za tisto ograjo in čaka na njihovo službo, ampak tudi znotraj samega pisatelja delavca, ki je protagonist tega romana. Trikrat podvojeni, trikrat potrojeni razredni boj. Ja, recimo. Mogoče zdaj, Andrej, če ga nazaj, bolj sociološkim vprašanjem, kot je Mirt rekel, da seveda delo ne izginja, se pa transformira, recimo temu tako, oziroma način, kako ga kapital pravzaprav upne, organizira v proizvodni proces, je mogoče danes drugačen, precej različen od tistega pred desetletji. In sicer vprašanje prekarizacije, kar si že omenjal,
če se tega natančneje dotakneva, lahko potem jaz mogoče po svojem govoru preberem tukaj eno pasažo, kjer se vidi, da je res pisatelj, prej smo se pogovarjali, vse jasno. Mislim, ni nek naivni popisovalec, ampak so mu družbena razmerja, sredi katerih se je znašel kristalno jasna. Se pravi, kapital kot odgovor na dobro organizirano, sindikalizirano delo je iznašel neke oblike razbijanja tega, se pravi individualizacije, fragmentacije, atomizacije delavstva, razbijanja kolektivov. Sploh je pristaniška dejavnost, mislim, neka pa trg delovne sile, recimo v pristaniški dejavnosti, v pristanišču, v takšni produkciji zelo specifičen, zelo nazorno lahko prikaže to segmentacijo. Ja, mislim, knjiga je pisana, po mojem, aktualna je knjiga zelo, ker je pisana ravno stališča temu, kar danes rečemo prekariat, oziroma z neke pozicije perifernega trga delovne sile, skratka z pozicije tistih najbolj izkoriščenih, mogoče najslabše plačanih, tiste sindikalno najslabše organiziranih, vsaj trenutno. In mislim tudi dobro nakazuje, da je to ravno mogoče v švedski družbi, kjer so sindikati sicer številčni in dobro organizirani in tudi pokriti v neke elemente socialnega partnerstva, tako lahko tudi pozivamo nekako v Sloveniji, kjer imamo prav tako vsaj v začetku 60% članstvo in tako naprej v tem času, v katerem tudi klice na tem piše, ampak se je samo delovanje kapitalizma do nekaj mer tako spremenilo, skratka, da njegov fokus ni bil več, skratka, da socialno partnerstvo, kakor se je vzpostavilo, ni več bilo zmožno dosegati neke izboljševanja delavskih pravic, ampak so sami sindikati postali tisti, ki so bili vpeti v to in so nekako skrbeli za konkurenčnost gospodarstva, ne pa za krepitev pravic in položaja delavcev in delavk. In tukaj pa se jasno vidi, da ravno ta del periferni trg delovne sile, ki pa sindikati niti niso bili zmožni vpeti samo to socialno partnerstvo kot tako. Zdaj, prekarizacija, tisto, kar se danes mogoče reče, mislim, da ne bi tega ravno pisal kot prekariat. Zakaj ne? Ker ravno, če pogledamo zgodovinsko v samem razvoju kapitalizma, da tisto, kar smo imeli v celem elementu zgodovini socialne države v 60-ih, pa še prej, recimo po drugi svetovni vojni, katerega primer je tudi Švedska, da je to v zgodovini kapitalizma zelo ozek čas, v katerem smo bili pač delavci redna zaposlitev, v katerih je bila relativno polna zaposlenost in v katerih tudi so bile neke socialne pravice relativno visoke. In z tega vidika, če danes definiramo izgubo vseh teh pravic in tako naprej, to je za delavce neka stalna prisotnost v kapitalizmu, nek stalno doseganje, skratka ta negotovost, ki ne bi jo prekariat obsegal. Z tega vidika se mi zdi ravno ta pogled Kristjana, ki je upozoril na te elemente izkoriščanja. Zdaj, kaj se je spremenilo zelo ravno s to prekarizacijo, ravno strateška uporaba teh elementov agencijskega dela, skratka tukaj je bilo prišlo do tega, to, kar si ti Mirte rekel, da se v samem tem romanu vidi, ko se delavci eden proti drugemu, skratka borijo, da se požrejo med sabo, to ni prišlo, ker je spontano ali pa neravno, ampak je bila ravno strateška uporaba agencijskega dela in ravno recimo v pristanišču. Do neke mere je jasno, da rab fleksibilno delovno silo, ampak je, mislim, sama strateška uporaba teh elementov netipičnih oblik zaposlitve prihaja do dvojnega momenta, s tem se nekako poučuje konkurenčnost med delavci, poučuje se pritisk na delovno silo in iz tega so sami ti delavci, da tam agencijski delavci jasno, ker je ne ve, da dolgo še zaposlitev ali ne, je fleksibilno to, da dela več, da se ne upira, da se ne organizira in na ta način tudi predstavlja nek pritisk na same tiste, ki so redno zaposleni. Tako da tukaj je zdaj jasno, to se predvsem prikazujemo, pa tudi Kristjan nakazuje predvsem na težave in pa probleme, ki jih to prenaša, ampak mislim, da sam njegov pogled tudi v neko vid omogoča možnosti, ki jih ponuja, tudi predvsem na kakšen način se sami sindikati ali pa tudi neke delovne organizacije lotijo
seveda delovanja. Mislim, da tudi poleg tega, da so sami konkurenčnosti med samim sabo, tudi nakazuje neke elemente solidarnosti in tukaj je pa tisto ključno stvar, če se delavci le organizirajo neke kolektivi in postavijo zase lahko dosežejo neke spremembe na boljše. Pa mogoče potem še več o tem. Zdaj sem obljubil že en vlomek, mogoče ti mir boljšega. Mislim, da 107. Mogoče jaz manj za nazaj, imaš ti za naprej, za naprejšnjo debato. Zato, ker sledi, ali zato, ker smo že rekli? Ravno zato prekarizacijo, ampak... Ok. Popadej. Ok. V zadnjih mesecih, tako, neko tis iz vsakdanje delovne prakse. V zadnjih mesecih je prišlo do vrste bolj ali manj spektakularnih sabotaž na avtomobilih, ki so pravkar prišli iz tovarne. Poškodovan lak, razrezan volan, guma polna drobnih žebljev. Hitro se razširi neprijetno vzdušje. Podjetje o tem ne govori. O škodah poročamo kot vedno. Odprto okno na sopotnikovi strani. Manjkajoči zgornji del prestavne ročice. Na Lexusu, avtomobilu vseh avtomobilov, je v lak urezana beseda fuck. Ena govorica. To je naredil nekdo od tistih, ki so jih odpustili. Druga. Kriv je nočni čuvaj. Mi, ki smo v Jarden prišli na začetku leta, smo zamenjali več kot 10 stalno zaposlenih. To je postal standardni ukrep podjetja v zvezi z varčevanjem. Racionalizirati redno zaposlene in najeti nas, zunanje sodelavce. Kot sem pozneje lahko videl v nekem sporočilu za javnost, ki ga je Agencija za zaposlovanje razposlala v podpisu pogodbe, je bila naša pogodba vredna 30 milijonov kron. Kdo uničuje avtomobile? Brezimnež, odpuščeni delavec, nekdo, ki ne zna drugače izraziti svojega nezadovoljstva. To nisem jaz, vendar se vsi bojijo vseh. Kdo živi od nas? Vsi razen nas. Mi smo tisti, ki hranimo. Vsak torek je v jedilnici sestanek. Pisarniško osebje kaže številke, diagrame, statistiko škode. Od začetka leta se je število škod zvišalo za 2%. Sestanek traja 10 minut. S svojega mesta v jedilnici lahko vidim gromozansko tovorno ladjo poleg obale. Sveti se. Jutro je hladno. Temno je. Hrepenim po domu in si želim, da bi bil daleč stran. Zgodaj zjutraj ob delavnikih najmreč ostanem ob 5, sem odgovoril na pismo nekega prijatelja na Kitajskem. Pišem. Moraš mi verjeti, ne bom zmogel več veliko. A vseeno, kot da se vse preprosto nadaljuje, kot da je vse kot običajno, stojim tam, ko nas kličejo. Kristjan, rdeč kombi z Josijem. Aju, rdeč kombi z Josijem. In tako nas razvrstijo. Tako en moment, recimo, z dela, z njegovega delovnega mesta. Zdaj pa, mogoče, bi želel še tudi kar zdaj, ali... Ko sem prevločil zaradi tega, ker se navezuje na prekarizacijo oziroma upeljevanje nekih režimov dela, ki so manj ugodni, manj varni, z manj pravicami za tiste, ki živijo od svojega dela in kot lahko reče, pač tiste izkoriščanje, torej tiste, ki druge hranijo, konec koncev, ki hranijo kapital, recimo. Mogoče še ena tema, s katero bi za odtenk še pomaknili stran od romana. In sicer, zdaj smo še pogovarjali, skozi vsa ta, recimo, skozi zadnje desetletja, ko se je družba tako transformirala, se je sočasno, recimo, ne samo produkcija manualnega dela, ampak recimo tudi produkcija v polju vednosti, se pravi intelektualnega dela, in vem, da si želel o tem govoriti, ki sem rekel, se je drastično spremenila. Zdaj, recimo, če imamo tukaj ne teoretsko analizo, ampak popisano skozi neko fikcijsko pisavo, pa vendar, kot si omenil, s kategorialnim aparatom ali konceptualnim marksizma, družbena razmerja, potem lahko rečemo, da je pa akademski svet doživel recimo sploh recimo tiste kritična oporišča tradicionalno mogoče na kontinentu, predvsem kakšne francoske akademske institucije in tako naprej, predvsem skozi izvoz recimo sodobne teorije marksistične ali tudi postmarksistične v anglosaški svet, pa predvsem v ZDA,
je doživel neko tako zelo, kot sociolog Razpomočnik reče, konfekcijsko rabo teoretskih konceptov, ki se jih ustavlja v neke recimo obravnave ne družbe kot neke nezaključene celote, ki jo prečajo razredni antagonizmi, razredni boj, temveč posamezne družbene skupine, ki se identificirajo kot, ne vem, po spolu raznih pripadnosti in tako naprej. Se pravi, identitetne politike so zelo prevladale znotraj polja vednosti. So zamenjale, mislim, vsaj bi temu rekel regresija, korak nazaj, neko predvsej lucidno, razredno analizo oziroma historični materializem. Če se še pri tem pomodimo za trenutek. No, si lepo povzel, tako da bom šel samo po drugem ovinku, da tvoje mesto, če smo zdaj v fazi od trenutnega odmora intermezzo od romana, z autobiografsko noto, prvi letnik FDV-ja, ko smo paralelno v Novi Gorici gradili alternativni center kulture Mostovna in eni 3-4 smo bili, ki smo imeli čitalnico na čeres. In smo hodili po antikvariatih, knjižnicah in tako naprej in iskali seveda knjige za odpis, zato da naredimo tam knjižni azil dobesedno. In seveda kot študente takrat še FDV-ja, smo šli tudi v to knjižnico in so nam dali cel voziček marksizma, leninizma za odpis do leta 1999, ki je potem čez par let, ko smo bili takrat veseli, smo dobili te knjige, seveda, nismo pomislili nekaj to pomeni, ampak dejansko v naboru literature, v kurikulumu, se pravi v predmetnikih, v vsemu, kar spada v izobraževalni proces institucije, ki naj bi bila družbeno kritična, etc., imela svoje marksistično poreklo in raziskovalno in pedagoško, da je potem na eni točki pač to preprosto odpikalo, odpravljalo. Da potem so zelo redkih, ne glede na to, kaj si mislijo mediji, neko označuje to fakulteto za rdečo, etc., niso sledili trendom. To, da obstajajo določeni rdeči predavatelji, raziskovalci, je izjema, ne pravilo. In eden izmed načinov, kako se je to dobila, bilo prav to, da so nadomestile namesto teh velikih zgodovinskih tematik in recimo znotraj marksizma seveda največje vprašanje razrednega boja, da je vse to nadomestilo, so nadomestile identitete politike oziroma študije subkultur, da se družba sama na nivoju teorije razfragmentirala, razparcelirala, da se potem preučuje specialistično preučuje same izseke in da se ne podaja več večjih narativnih in interpretativnih lokov. Ampak to je, meni se zdi, ni zgolj neka zavestna strategija preusmeritve pozornosti, ampak odraža dejansko stanje. Dejanska družba je, in to je zagata to, kar smo zelo neoriginalno imenovali postmoderno stanje. Zagata tega je, da je ta družba fragmentirana, razparcelirana, šizofrenirana in da jo je težko z nekim enotnim intelektualnim aparatom sploh se popasti. In v tem smislu tle vidim, recimo, problem marksizma in tudi njegovega pisanja, kolikor, ko se rekel, pač zelo jasno opisuje, zelo jasno se zaveda, kaj se dogaja. Do točke, ko opisuje, ko pa interpretira, naletava na točno to mejo, da mu koncepti, ki bi morali razjasniti situacijo, pravzaprav zaprejo debato. Opiše nekaj situacijo, pa reče razredni boj in tle se stavek zaključi. In ta samoumevnost tega koncepta se mi zdi, da je tista, ki kakorkoli nam lahko pomaga kot teoretsko vodilo, kot perspektiva, nam pa potem zapre prostor za premislek tega, kaj se dogaja. Naprimer, imam tama dva pasusa, ki sicer sem hotel ponazoriti od tega, kako na eni strani se identificira s svojim delovnim telesom, na drugi strani pa s tem pisočim jazom. Telo, ki je upreženo v sistem nujnosti in nesvobode, pisanje pisoči jaz, ki se vseeno nek manevrski prostor uspe izboriti.
iz par strani, sem po točkih. Ne gre ne za naveličenost besed, ne za hrepenenje po drugem, le za nekakšen zaključek lastnega življenja, moje razredne pripadnosti. Sicer pa tako ali tako nikoli ni bila resnična. To, kar sem pisal, kar sem rekel, vendar v nobenem primeru ne bom ostal. To se vedno pazi na nas. Vse ne bomo ostali, mar ni res? Vseeno ne bomo nikoli pripadali tistemu, k čemu stremimo. Ves čas poteka razredni boj. Drugi razred nas počasi, včasih hitro prisili še dlje in dlje stran. A vseeno, ali ni to edino, čemu se lahko upremo? Živeti v svetu kot priče. Ne zmoreš več, vendar moraš vseeno nadaljevati. Razredno potovanje. To ni celotna resnica. Obstaja še drugo potovanje, potovanje k ozdravitvi. Moje telo, še vedno si lastim svoje telo, svoj govor. Kar povem, je svoboda. In par strani kasneje podvojito, da bi ponovil in poudaril ta point, je razredno potovanje uspešno? Ne, skoraj da nikoli. Ali je potovanje k okrevanju uspešno? Ne, skoraj da nikoli. Zakaj potem človek to počne? Ker je neizogibno, ker je druga možnost veliko hujša. In zdaj tle mogoče se ni spoiler razred, ne, ampak da je to, kar je upisano kot protislovje, ki ga žene potem naprej, ne, ima svoje poreklo, tako da poleg marksizma bi tukaj še ta psihoanalitski moment izpostavil, ker je zelo močen kot autobiografska nota samega avtorja, to je, on je Dedič vse nekaj reče, Dedič je podedoval je svojo razredno pripadnost, na eni strani, na drugi strani pa vse skozi bojazen, da je podedoval tudi bolezen od matere. Mati je šizofrenik, foter je pa družbeni komovčar, ki je napredoval in zapustil družino. In pa so te zelo kruti prizori, prej smo se pogovarjali, da foter pokliče čez nekoliko let in ni slišal svojih 4-5 sinov, kar jih je. Ker jim hoče pomagati pa jim hoče tako, zelo iskreno, hoče jih povabiti, temu, da bi, če bi prišli delati na njegovo rojstnodnevno zabavo kot natakarji, da bi jim plačali to dobro, ta gesta, kakšna nepremostljiva distanca je v teh razredih, ker se potem oni ne morejo načuditi, kako je on to sploh lahko mislil resno, dobrodejno, dobrodušno celo. Na drugi strani pa ta šizofrena mati. In v tem smislu se obe pozicije, mater in foter, podvojijo v njem samem. Ta šizofrenost tega, da je on na eni strani pišoče, na drugi strani pa delavc, najbolj fizično izgaran, možen delavc, in na drugi strani to razredno potovanje, razredni boj, razredno sovraštvo, tudi kot ga imenuje. Vsakeč, ko naleti na neko podobno figuro fotra, vsakeč, ko naleti na kakšnokoli senco tega razrednega potovanja, spravo razrednega napredovanja, se mu pojavi to sovraštvo. Ja. Če gremo midva nazaj, oziroma naprej z razrednim bojem in skušamo zastaviti nek malce bolj afirmativen, pozitiven program. Zdaj, delo je leta 2017 v izjemno nezavidljivi situaciji, ampak vendarle je pa sploh panoga, ki jo popisuje Christian Lundberg v svojem romanu, lahko neko vsišče ali pa središče, kjer bi se lahko neke bodoče ustaje zgodile strani organiziranega dela. Je konec koncev tudi neko privilegirano mesto v razrednem boju. Ja, hvala. Mogoče če jaz samim kratek stavek preberem za začetek tega, ki je zelo dobro nakazuje, pogled v razredni boj, na kakšen način vsebuje in kaj je nekak naloga, ali pa bi bila neka naloga delovnih organizacij, če se skuša temu upreti. Zelo na kratko bo, ne vodimo razrednega boja. Oni ga, tisti, ki imajo vse v lasti. Mi zgolj odložimo svoje orožje, svoje položaje ves čas premikajo. Ta je sicer stavek delno pesimističen, ampak je kljub temu en bistveno pogled v način delovanja kapitalizma, ki smo ga tudi nekako zdaj opisovali. Na ena stran spremembe, neoliberalne spremembe, privatizacija, fleksibilizacija, financializacija, ki do neke mere omogočajo na ena stran kapitalu in podjetjem, da lažje prenašajo geografsko svojo produkcijo, skratka na položaje, kjer
je delovna sila slabše organizirana, ker je delovna sila cenejša in tako naprej. Po drugi strani pa tudi pritiskajo na trenutno zaposlene s to prekarizacijo in s temi momenti. No, in to je, ampak hkrati so pa te spremembe, ampak tisto, kar se mogoče pri raziskovanju ali pa v vlogah in tako naprej, tukaj nekako dejansko prišlo do tega, da so sindikati nekako izgubljali svojo moč na delovnih mestih. Tukaj se vidi potem in prihaja do tega, da so tisti, ki so nekako bili redno zaposleni, tudi nekako tudi značilno za slovenski razvojni model, da je temeljil pač na višji intenzivnosti dela za redno zaposlene, nekako brezposelnost se povečala in ohranjala, na drugi strani se pa pojav teh, kako smo že večkrat danes opozorili, na prekarno zaposlenih. In tudi vse projekcije za ZDA in za Evropo, da do leta 2024 bojo bolj manj te službe, vse službe slabo plačane, skratka in nekako na položajih nekvalificiranega dela. In po sami tej krizi leta 2007 bolj manj vse zaposlitve, ki so bile, ali pa vsaj večina teh so bile zaposlitve v netipičnih oblikah. In tudi v Sloveniji nekako opazujemo velik razrast agencijskega dela in vseh drugih. Ampak hkrati tisto, kar se pa mi zdi pomembno, je pa, da so pa sama ta sprememba produkcije, odnosno med produkcijo, distribucijo in tako naprej, pa vzpostavlja neke nove potenciale moči. In tukaj pa nekako tisto, čemu rečejo, logistična revolucija. Skratka, s tem, da se je in sama proizvodnja se je globalizirala, tukaj imamo zdaj seveda različne produkcije po celotnem svetu in to nekako omogoča, da je sama industrijska proizvodnja tista, ki je izgubila primat, ampak so pa recimo razni trgovinske sektorje, kot so recimo Walmart in logistični centri postali dejansko tiste, ki nekako diktirajo sam tempo proizvodnje in zaradi tega se tudi sama prilagodila recimo vsi te fleksibilizacije nekako šla v tej smeri, skratka, da probajo, da tisti, ki so te veliki trgovske centri, ki je dejansko ameriško trgovinsko podjetje z največ zaposlenih, tudi nekaj z največ prihodka, skratka eno največjih podjetij na svetu, ki ima primat ali pa monopol nad vsemi informacijami, kaj se prodaja, kaj se kupuje in tako naprej. In zaradi tega tudi so tisti, imajo recimo svoj satelitski sistem, zbirajo vse te informacije in tako naprej. Prek tega diktirajo tempo, kaj se proizvaja, koliko hitro in tako naprej. In tudi se nekako in znotraj vsega tega nekega logističnega sistema, globalnega, imamo pa seveda pa te distribucijske centre in pa tudi pristanišča, razna prevoz teh proizvodov in tako naprej, ki dobijo nek zelo pomemben pomen. To niso več samo klasična skladišča, ampak dejansko so neki centri, kjer se do neke mere to skladišči predstavlja tja usmerja in tako naprej, ampak vse mora biti nekako zelo časovno, hitro in učinkovito. In tukaj se kaže dejansko neka potencialna moč delavcev na samih delovnih mestih za ustavitev proizvodnje in prek tega z neko stavko lahko dejansko izboljšajo svoj položaj. Zdaj, za Walmart je značilna seveda prekarizirana delovna sila, nizko plačana in pa sindikalno neorganizirana. Seveda so tukaj neki poskusi. Potem recimo FedEx, ki je en tak distribucijski center s 300,000 zaposlenimi, ogromno različna, spet sindikalno neorganizirana, ampak temelji na nizko plačeni delovni sili. Vse to so bile, skozi zgodovino lahko opazujemo, tako so se tudi začela sama industrijska proizvodnja, to so bile najprej sindikalno neorganizirane proizvodne in tukaj se nakazujejo to, kar nekako pozajamo na tej možnosti. Skratka, če v pristanišču delavci ustavijo neko proizvodno, seveda to trpi ne samo vodstvo tega podjetja, ne samo gospodarstvo v neki državi, ampak vse evropsko gospodarstvo. In tukaj lahko vidimo neka moč, ki je tudi pri nas, lahko pozujemo v stavki v Luki Koper, kjer pa ključno, da pa tisto, kar pa sindikati, mogoče v teh oteženih razmerah sindikalnega organiziranja skozi prekarizacijo, je bil njihov odziv pač ta, da so po eni strani ostajali ujeti v socialno partnerstvo, ki seveda lahko še
to je srednja stvar, ki so se sindikati izborili in ki so nekako kot neko zgodovinsko zmago dosegli, ampak vloga tega ni več isto, kot je bila, ravno zaradi tega, ker so izgubili moč na delovnih mestih. In tukaj pa je pa tisto ključno, na kakšen način se sindikati lotijo. V Sloveniji smo imeli primer stavke v takšnem pristanišču, to je v Luki Koper leta 2011, kjer imamo nekako centralno delovno silo, žiravisti, ki so redno zaposleni, dobro organizirani sindikat, ki je v določenih pogledih seveda zelo progresiven, ampak je pa hkrati stavko, v tem stavki so bili skupaj s temi delavci, ki jih nekako Lundberg opisuje, skratka s prekarnimi delavci, predsedniškimi delavci, izvajalskih predsedniških storitev, kamo tudi sam nekako spada, ampak sindikat, ker so žiravisti nekako svoje dobili, so s to stavko prenekali in mislim, da bi pomagali svojo strukturno močjo, ki jo imajo, strateško v tem podjetju, pomagali nekako izboriti boljše pogoje tudi za agencijske delavce, oziroma izvajalce predsedniških storitev, vse to se to seveda ni zgodilo. Zdaj, druga stavka, ki je bila spet podobna, s tem, da so seveda ponovno niso odprli preko teh pravic teh predsedniških delavcev, ampak kljub temu se mi zdi ravno ta usmeritev sindikatov, tisti, ki so dobro organizirani na centralnem trgu delovne sile, da preusmerijo svoje resurse pa svojo aktivnost s tem, da dejansko organizirajo tiste delavce, ki niso organizirani in nekako pomagajo svojim položajem pri tem. Tukaj so možnosti, ki jih nekako ravno ta, rekel, nevybrani preobrat odpira ponovno za organiziranje in pa za neko potencialno delovsko moč, ampak tukaj je treba prepoznati, skratka ne samo vrednost, pa ne samo interese svojega lastnega segmenta delavcev, pa svojega podjetja, pa svoje države, ker je nekako tisto, kar so se sindikati upeli v neko to konkurenčno partnerstvo, ampak delavstva kot takega, da probajo tukaj slediti, izboljševati, pomagati pri organiziranju ravno tisti, ki so, bi rekel, najslabši organizirani. Zdaj, še en ta pomen poleg samega partnerstva je nek, da ker so se sindikati ravno to, da se ohranjajo svojo, bi rekel, števila članstva nekako ujelo v to, tisto, kar se reče, kot je storitveni modeli, namesto da bi pomagali pri organiziranju, seveda nudijo delavcem in delavkam neke storitve preko izboljšave zakonodaje, pravne pomoči in tako naprej, pa vidimo, da to ne prinaša dolgoročnega uspeha, ker ravno tisto, mislim, ravno občutek kolektivnosti si nekako treba zgraditi, da se sindikati ali pa da so delavci tisti, ki zagotovijo neko izboljšanje svojega položaja in z tega tudi ukrepijo neko svojo pozicijo na pravem vodstvom podjetja. Ok, toliko o priročniku za barikade, recimo temu. Zdaj pa mogoče nazaj po krajšem intermecu k samem besedilu oziroma v tekst. Ali imaš kakšno pasažo še? Drugače sem pa mislil, glede na to, da tudi sam pišeš, pač fikcijo, ne samo znanstvenih besedil, kako vidiš, malo smo prej že spregovorila o tem, ja, kje je sploh razlika? Mislim, ne, ko smo zdaj te postmodernistične prakse, pa to, mislim, recimo, sam si rekel, pa meni je tudi presenetilo Lundberg kot obrtnik, kot nekdo, ki si grobo rečeno, ne najbolj natančno rečeno, olajša dušo in pred šihtom doma malo še piše. Mislim, on ves čas mu poleg tega fizičnega delavca ali pa izmozganega telesa je ves čas neko tako, v podtalju je to eksistencialno, odrešilno, no, pa da ne grem predaleč, je pisanje, a ne? In kaj misliš o Lundbergu kot obrtniku, torej o pišočem, recimo, temu subjektu, pa o njegovem obrtniškem delu? Ker je malo mogoče presenečenje, res ne piše memoarov, no? Ni tisto, da bi popisal za nekoga kaj.
Ne, sej, to je se mi zdi pri njemu prav odlika, ne, da dejansko sam sebi poskuša razjasniti, ne, in da to razjasnevanje, ne, da v bistvu obstaja neka zelo velika diskrepanca med tem, da po eni strani mu je v položaju, v katerem se nahaja kot delavec v tem pristanišču, na neki ravni vse tako zelo evidentno, da se mu zdi noro, ne? Ena, da to obstaja, in dva, da je tam, da sploh obstaja to vrstne razmere eksploatacije in tako naprej. Po drugi strani pa prav čutiš v branju, v njegovem tekstu, s kakšno težavo popisuje to. Ne v smislu emocionalno težavo, pač pa da dejansko je težko zapopast, ubesediti to, za kar tukaj gre. In to pravim, to je odlika. Mislim, to, da se lomi tekst na temo, je odlika tega teksta. In zakaj? Rabim narediti to vink nazaj na začetek. Poleg vse omenjene literature obstajala še ena literatura, ki je prav tako se ukvarjala z ne z vladajočimi, pač pa z vladnimi, ampak je bila programska. Skratka, propagandna delovska literatura, kakšne Sovjetske zveze, danes Severne Koreje in podobno. Obstaja neka bistvena razlika med programsko delovsko literaturo pa tovrstno v temu, kar bi v primerjavi s tem, kar je Adorno znotraj poleg glasbe naredil analizo. Ko je sopostavil Hegla in Beethovna, dejansko se vračam na začetek tudi svojih lastnih izvajanj. In je dejal to, da oba avtorja izražata tisto prelomno, historično, revolucionarno prehod iz 18. stoletja, ampak ne na način, da ga eksplicirata, pač pa znotraj svojega lastnega dela. In na podlagi te minimalne koordinate primerja Heglovo dialektiko z Beethovnovo formo sonate, pri čemer ta analiza seveda ni zdaj, ne gremo zgolj za čisto filozofsko ali muzikološko analizo, ampak zato, ker hoče povedati nekaj o sedanjosti ali o problemu sodobne programske glasbe, kjer zoprstavi dobesedno na eni strani tisto glasbo, ki je za njega revolucionarna, in glasbo, ki je programska. Programska glasba je recimo kaj? Glasba, ki se potem igra na delskih protestih ali pa vojaških vračnica. To je programska glasba, združena skupaj s to, da neko eksplicitno politično situacijo podpre ali pa jo promovira ali pa jo zmotivira. Tisto, kar Adorna zanima, je znotraj revolucionarnost ali pa političnost ali pa razredni boj znotraj samega umetniškega medija, v tem primeru glasbe. In za njega Beethoven revolucionaren ne po temu, da bi ustvaril programsko glasbo, pač pa zato, ker v njegovi formi sonate povzeti sam ta razredni boj, sam ta paradoks. Toliko je tudi za Adorna Hegel revolucionarno. Toliko se mi zdi, da je njegovo pisanje revolucionarno ne kot programski tekst, pač pa zato, ker znotraj samega njegovega pisanja obstaja ta paradoks, to lomljenje dogajanja njegovega premišljevanja dogajanja, njegove upetosti v samo to dogajanje. In recimo preskoki so hudi, ampak ves čas jih lahko zaznamo, mislim, stavka v stavek, iz pasusa v pasus. Potem na eni strani, naprimer, govori o tem, začne z biblijskim citatom, s katerim se potem ukvarja par strani. Vprašanje pa je na vidic preprosto, ali naj poskrbim za svojega brata. To bi bilo vprašanje, ki ga potem, od Svetega pisma do Marksa, nekako lahko poskuša izpeljevati. Začnem pa s metaforo. Živim v kitu v temni trebuh, to bo je nekaj močnejših metafor te knjige. V delu sem doma, vedno sem delal, to je v mojih genih, delovna morala. Več tednov sem razmišljal, da bi pisal nekakšen dnevnik. Zapisoval ure, obraze, stavke, izraze. Razmišljal sem, ali bi se stavil poročile z podzemlja, da bi se štel debet in kredit v življenjske izračunov in videl, kakšen bo rezultat. Zakaj? Odgovor, veliko huje je, kot sem si lahko predstavljal. Skratka, ne gre za to, da je on s tem, ko se je upel v ta delovni proces, da je skozi to videl, da je veliko huje. Ampak šele, ko je začel o tem popisovati, šele s pisanjem je videl, kako zelo hudo je.
Dobro, mislim, da se že kako uro pogovarjamo, zato bi mogoče tukaj predal možnost za besedo, za vprašanje, za komentar še občinstvu, tako da če ima kdo kakšno bolj vprašanje ali pa kaj drugega, no, se sem rekel komentar, druge vrste prispevek, je zdaj vabljen oziroma vabljena k besedi. Kar nekaj tem smo odprli, tako bolj zvenika literarnega ali kakorkoli kulturološkega področja, pa bolj sociološkega. Tako da zdaj je čas za vprašanje. Ker če nekaj časa nihče ne bo vprašal. Potem bo pač prišlo do tej zagate, da bom mogel še kakšno vprašanje postaviti, da ne zaključimo tako abruptno odsekano. Mi da zastavijo vam vprašanje. Ne, se mi zdi, da smo bili da smo bili precej izčrpni, no kaj se, mogoče pol, če nadaljujemo, ko bi se obrnil še enkrat k tebi, Andraž, kako si pa ti bral, ne, kako si, skozi kakšno prizmo mogoče konkretno, no, se si dosti povedal, ampak kako si ti videl ta prispevek, recimo na preseku, kaj se vem, literature pa sociologije ali... Ja, tisto, mislim, kar se literature tiče, absolutno se mi zdi knjiga aktualna in relevantna v tem smislu, da dejansko odpira mogoče najbolj pereča vprašanja. Čist vprašanja, tisto, kar lahko danes bolj manj vsi mi čutimo nekako in lahko se s to beremo in dejansko tudi lažje razumemo, kar se nam dogaja, torej vse to skratka, to slabšanje delovnih pogojev, razpada, razgradnja socialne države, vse, kar smo zdaj nekako v tej smeri opisovali in te sili nekako v razmišljanje za odpiranje teh vprašanj. Jaz mislim, da kljub vsemu je knjiga tisto, kar zelo dobro pokaže na brutalno to situacijo, pa neko kruto realnost, v kateri so se delavci danes znašali, na kakšen način se soočajo s tem položajem. In tisto, kar je pa bistveno, na kakšen način se pa lahko tisti kot nekako posamezniki ali pa posameznice in kolektivi, iniciative, ki se nekako skušamo upreti tem zadevam, se mi zdi, da moramo biti samim čist bazičnim osnovom, bi rekel, dejansko od posameznika do posameznika, od sodelavca do sodelavca in tukaj nekako krepiti tisto moč. Se mi zdi, da je to zaenkrat v tej fazi, v katerim pač ta gibanja pa organizacije so, da je to tisto ključno. In da pravimo dejansko, ker tudi Kristjan sam nekako nakazuje določene momente, kjer se solidarnost lahko izpostavlja, tudi vidimo nekako skozi zgodovino ali pa skozi aktualno prakso delavskih bojev, da se da tudi v teh najtežjih bojih nekako najdeti neko pot, nekako zagotoviti ali pa zagotoviti tisto, kar nekako piše v zakonodaji, kar se tiče agencijskih delavcev, da so ti enako obravnavani, tako za enako delo, enako plačilo, vsaj tako ne bi bilo nekako v zakonodaji zapisano, pa če sindikat ali pa če delovni kolektiv na svojem delovnem mestu tega ne zahteva, se to enostavno ne upošteva. Zato je tisto bistveno, da najdemo tukaj vsi kot neko moč, pa neko solidarnostno podporo, da dejansko, če se bo delavci izpostavil, ker tukaj Lundberg ima ogromno pasov, samo če boš nekaj rekel, naslednji dan ga že ni več bilo na delovnem mestu in tako naprej. In je pač prišel nek drug, ki je bil tiho in ki prepuščal se temu izkoriščanju še naprej. Če pa bomo dejansko zagotovili kot nek možnost, kot neko upanje ali pa kot čisto neko podporo tem delavcem, da če se bojo oni sami uprli, bomo mi za njim ostali, jih podprli in ga ne bojo odpustili, ga ne bojo zamenjali, ampak se bomo borili še naprej. Zdaj, nekaj teh aktualnih zadev imamo, videli smo v zavarovalnici Triglav, kjer se je sindikalist nekako izpostavil, pa so ga skušali odpustiti, pa se vsaj nekateri sindikati, ali pa dejansko skoraj vsi večji sindikati stopajo nekako podporo in je na svojem delovnem mestu ostal, tako da nadaljuje tam z bojem za
za nek više plače, za krajši delovnik in zdaj pa še aktualno spet v nekem bolj logističnem centru v Pošti Slovenije spet opozorujemo posameznika, ki se je nekako uprl tem katastrofalnim pogojem dela, skratka delo čez delovnike in tako naprej v težkih pogojih. Ponovno je dobil grožnjo z odpustitvijo, ne samo, da agencijske delavce odpuščajo in zamenjajo in vse ostale, tudi tiste, ki so nekako redno zaposleni, takoj, ko se nekako posameznik skuša temu pred, podobno, kot je tukaj spet Filsonova izkušnja, se mu zagrozi z odpovedjo. No? In to je tisto, kar je po moje v bistvu, da se dejansko zagotovi na samih delovnih mestih podporo, da se kolektivi nekako uprejo tem pogojem. Ker tudi vprašanje, večkrat se odpira vprašanje vse daljšega delovnika, vse večje intenzivnosti nekako dela in to je tisto ključno. Tukaj bodo pač zakonodaja je že tako in tako zapisana, ampak če sindikat na samem podjetju ne zahteva, da se ta upošteva, potem je to ni. Tukaj pa dejansko mora biti v bazi k prvim tem osnovnim korakom solidarnosti, proizvajanja nekih praks, možnosti upora in hkrati organiziranja solidarnosti in to je tisto, mislim, da kar te sili, ko bereš to knjigo, mislim, da ravno ta vprašanja odpira, skratka ne nekih hudih, velikih zgodb, ampak dejansko te čisto osnovne neke mikrosolidarnosti med samimi sodelavci, se mi zdi, da je to nekaj krok iz te knjige potegneš. Za konec še enkrat spregovori skozi besedilo romana Delo samo, evo, en minut citat, oziroma ko izboru minut. En par spet bom kolaš naredil, ampak eden izmed pomembnih besed, ki se ponavljajo zelo in na močnih mestih in z močno poanto, je seveda vprašanje svobode, ki je spet povezano s tem. Telo ne svobodno, svobodo pisanja, ampak z umestnimi nijansami. Mesto, ki nima več prostora za vse prebivalce, gradimo nad stranjo velik del prebivalstva. Tega nikoli ne povemo naravnost, vendar to pokažemo z grozljivo jasnostjo. Ni prostora za vse. Prikazni ste, duhovi. Pisati bi moral. Moral bi razpošiljati pismo za pismom, moral bi ustvariti prostor, kjer bi si vsi ljudje brez jezika dobili priložnost govoriti. Tam, kjer ni že prepozno. Svoboda. Edino, o čemer sem razmišljal, svoboda. Smejati se, je to svoboda. Ne pridigajte mi o svobodi. Svobode ni, svoboda je. Mogoče še res čisto zadnja možnost za vprašanje iz publike. Nismo nikogar... No, bom jaz vprašal. Če ne smo razvizil, lahko vprašam. Ja, Jaz sem občutek, da imate rahlo romantične poglede na zavedni boj, na sindikalno organiziranost. Primer podjetja, ukvarjajo se s pisanjem, pride nov lastnik, začne odpuščati stare redno zaposlene, organizirane v sindikatu, začnejo zaposlovati in prek agencij zaposlovati mlade mlade, ki niso organizirani, ki imajo manj pravic, pa nižje službe in kako vse to skupaj nekako organizirati, da bi bilo vsem boljše. Če kakšen nasvet iz teorije? Iz prakse. Ne, si tukaj vse po mojem vsi nekako... Ja, zdaj ne bomo, mislim, da ne bomo najdel odgovora na tak ideje, ampak ravno samo skozi neko prakso delovanja bomo lahko skupaj najdel. To prihaja do stalinistične, ne? Nismo zadovoljni, da bomo zamenjali. Ne, mislim, res lahko iz prakse kot spet fotobaječka izkušnja, no, ampak na mikroravni vrstnega pristaniškega dela se je nekaj podobnega dogajalo, da se je naraščalo število prekernih delavcev na avtorsko pogodbo zaposlenih, praviloma mlajših. S tem, da v akademiji je kaj pomeni star pa mlad, malo
bolj se stegnem, sicer. Jaz se ne razgledal to seveda, da je star sindikat, ki je, kateri so člani večinoma te rednih zaposlenih, ni zmogel niti pomagati, niti naslavljati, niti razumeti, kaj se dogajalo zdaj tej naši generacije, ko smo začeli zaposlovati takrat. In smo dejansko bili postavljeni v položaj, da ali pač pustimo slediti koliko so, ali pa naredimo ta korak in ustanovimo nov sindikat, skratka, da se samo organiziramo. In konkretno to je bila naša izkušnja, da smo postavili sindikat, ki je bil modeliran za to, da naslavlja in rešuje probleme prekerno zaposlenih delavcev. In potem, ko smo vsaj znotraj tega mikrookolja, to nekaj 50 zaposlenih pač, to na svojih smo začeli razširjati, to, ker smo ugotavljali seveda, da ne gre samo za pedagoške delavce, pač pa tudi za raziskovalne in še dlje tudi za vse to, kar nominalno je padlo ven kot zaposleni na same fakultete, zaposleni javnih sektorjev univerze, to, kar so v resnici še 15-20 let nazaj outsourcali. In eno tak, se zdi, pomembnejših zgodb našega sindikata je, ko smo s pomočjo veliko dejavnikov in kolegov uspeli čistilke nazaj zaposliti na fakulteti, redno zaposliti. Čistilke, ki so bile outsourcane na zunanje podjetje in prekarizirane dobe. Skratka, ta romantika gre pa kdaj tudi poradi nekaj dobrega, to sem pa to reči. Moraš se zriti skozi zid, se ne rata vedno, ampak kdaj pa tudi rata. Lahko še en komentar? Ja, absolutno, lahko je, zato smo tukaj. Ja, mislim zdaj, mogoče tukaj malce nevarno, malce preveč upravo besedo prekernost. To malce se pospešuje. Če pogledamo samo zgodbo, vse vam daš se več dobro Luke Koper, tam ni prekernost, tam je kriminal. Mislim, da mora biti jezik malo bolj trd. Ker tudi kriminal v bistvu se legitimizira s sociologijo prekernosti. Kar nekaj postane debata po mehkužen, kar nekaj postane vse prekernost. To ni prekernost, to je kriminal. In to se mora tako preganjati. Ne pa, da se v bistvu zgolj analizira prek jezika, aha, to je sociološki pojav prekernosti, ne. Pač tam se ljudi izkorišča, tako da se kuje. Tam gledajo, prejšnji teden smo se z enem pogovarjali, je rekel, da delo 480 kuje. To ni prekernost. Ker mislim, da tudi, če tudi ti sam rekel, da treba biti bistvo. Ja, tudi pri besedah je treba biti bistvo, tudi ko v bistvu začneš delati s tistim, kar imaš na razpolago. In tukaj veliko tega manjka. Da se v bistvu veliko več zatikamo v debato o prekernosti in veliko manjki porabi orodij, ki jih imamo na razpolago. Pravnih orodij. Seveda se potem nekako v drugem krogu te debate pojavi strah pred odzivom kapitala, da ti bo postavil v črno krog, da boš tam 5 let, da te nadeno poboko. Ampak zdaj je takšna situacija, ko se sami tako v bistvu dela se postavljajo tja. Mislim, da tukaj res treba iti na zelo jasno črto narediti in pač reči Bogu, Bog malo po večeru. Pač treba debata v delu za večeru. Mislim, stvar je res tukaj zelo jasna. Takve rešitve, ki se dogajajo konkretno, recimo, jaz nisem bral te knjige, ampak ko da berem, realnost pač tega dela za Luke Koper. Mislim, se vemo, kaj se tam dogaja. Tam imaš ti, nažalost, sindikalno aristokracijo, ki pač brani svoje plače. Tam imaš poslovni model, ki je kriminalni poslovni model. Prvi nivo so izvajalci pisniških storitev, drugi nivo so njihovi podizvajalci, od teh IPS-ov, tretji nivo so pa missing trader, ki v bistvu perejo denar za prvi nivo. In vsi to vejo. Cela Slovenija to vejo. Kje so kriminalisti, kje so policisti, kje so nadzorniki, vsi so obupali. Zdaj, to nas potem postavlja položaj, ko obupamo, ko se pogovarjaš, da se prije do tebe, ko je invalid, v bistvu nimaš te pravice. Zato pravim, da moramo videti upast to debato na takšen način. V bistvu res gremo iz teh socioloških debat, ki so zelo pomembne, ampak grdo rečeno, kaj koristi delavcev, ko se z njim pogovarjaš? Ti imaš od nekaj trdega v roki. In moraš tudi povedati, to, kaj se dogaja s toboj kriminalom. Seveda mu daješ konceptualno orodje, da to pač nekako popade. Ampak pač moraš konkretno povedati, to pa to se mora narediti, pika. Če ne boš ti naredil, bo pa pač
tisti drugi samo kapital tebi še 20 ur na mesec nabil, ne plačati. Zato, ker da. Čisto. Mogoče. Ja, mogoče da te na boje, to, kar si ti rekel. No, mislim, tiskar, ja, zdaj sociološka analiza in tako naprej, mislim, da je pomembno, da tudi razumemo neke strategije kapitala, na kakšen način tudi on je recimo tukaj nekako opisal kapital svoj položaj čas premika in tako naprej in moramo tukaj nekako razumeti po eni strani, katere sredstve, ki so šibke točke, zakaj prihaja do težav pri skalnem oziranju, zakaj so delavci pasivnejši, kot so bili, ali pa manj aktivni, zakaj se manj ženijo in kaj so tukaj neke strukturne tendencije, ki to nekako mogoče in to je se nekako tisti, ki se s tem ukvarjajo, pa tisti, ki so tukaj aktivni, sindikalni boj se mi zdi pomembno, da to razumejo in da tudi znamo nekako tukaj iskati potem neke skupne rešitve, ki so pa jasno bistveno v praksi in tukaj je situacija potem lahko drugačna in tudi tukaj se moramo učiti in tukaj nekako razmišljati skozi to. Po drugi strani pa tisto, kar smo pa mogoče v tem delu z logistično revolucijo skušali nakazati, da pa znaš z neko analizo prepoznati neke šibke točke samega kapitala danes, recimo tudi neoliberalne spremembe niso prinesle samo do tega, da so delavci težje organizirani, ampak tudi do nekih šibkih novih točk, kjer pa lahko dejansko, če so delavci če z neko stavko ali pa z neko blokado, tukaj lahko izboljšajo svoj položaj. Zdaj, mogoče takšne stvari v situaciji, v kateri smo, zvenijo romantično, ker vidimo, da dejansko in Luki Koper situacija, ki jo bo nas dobro pozna in tudi marsikdo ali pa na Pošti Slovenije in vso druge, posod, kjer ofurajo nekakve agencijske delavce, imamo pa tudi neke osamljene pozitivne primere, tam, ker so agencijski delavci prišli, jih je sindikat vključil v svoj boj, jih je vključil in dejansko izboril nekako dejansko jih vključal v svoj sindikat in tudi hkrati jim omogočil to delovanje. Zdaj, kaj bi pa rekel, ja, dejansko k tem čisto osnovam, na terenu, tisto, kar je nekako treba delati, ampak se mi zdi pomembno, ajde, pravno že, ampak to je neka stvar, ki traja, ampak se mi zdi pomembno pa vseeno Luki Koper najdeti način, da ti delavci in skupaj z žurnalisti, ki jih rečemo, jim je treba povedati jasno, kaj delajo njihova praksa, na eni strani na zunaj izgleda progresivno, ampak v svojem podjetju pa ohranjajo to. Skratka, žurnalisti imajo v rokah to moč, da dejansko postavijo zahteve za nov razvojni model v Sloveniji, ki ne bo temeljil na kriminalu, v neke mere, kot si ti temu rekel, na teh popolnoma brezpravnih delavcih, ampak dejansko, če oni zahtevajo v svojem podjetju, da se to stanje odpravi, to pomeni zelo pozitiven signal tudi za podjetje, za ostale delavce in to oni lahko v tem smeri nekako pomagajo. Zdaj, kako do tega pride, to je pa seveda neka dolga pot organiziranja in solidarnosti in tako. Zdaj tudi, evo, primer v Pošti Slovenije, tukaj bo nekako trenutno, mislim, da ravno jutri je v Kopru protestu podporo temu delavcu, ki je pred odpuščanjem. Zdaj smo imeli vsaj, se mi zdi, nešteto primerov, kjer je sindikalist izgubil ali pa kjer so delavci izgubljali svojo zaposlitev, zato ker so se upirali ali pa na nek način iskali možnosti organiziranja, pa se sindikati temu niso aktivno podporili ali pa na nek način niso najdeli rešitve, pa so to reševali preko neke mere tudi pravnih poti, ali so bili uspešni ali niso bili, v tem se mi to govorili, ampak zdaj pa dejansko se mi zdi, da se vzpostavljajo neke nove prakse, zato nekako na to upominje in pred tega bo ta delavc dolgo zaupanje, ne bo z drugi svoje službe, pa bo lahko nadaljeval z nekim tem bojem. Tako da mislim, da ja, se pa strinjam. S koncepti ne bomo prišli do teh delavcev, ne bomo jih impozirali, ampak dejansko z neko konkretno prakso pomoči preko vseh možnih kanalov, pa preko solidarnosti različnih delavcev in sindikatov za izboljšanje njihovega položaja. Mislim, da je tisto ključno, dejansko neka praksa na terenu, ki omogoča, da se delavci počutijo dejansko opolnomočene in močne, da se postavijo pač za svoje pravice. Mogoče še kak glas iz občinstva, ker v primeru, da ne, bi jaz samo še opozoril, da je knjiga danes na voljo za 17 €, je sejemska cena, recimo temu, in se zahvalil vsem, da ste prišli in Mistu in Andražu za zanimivo izvajanje. Hvala.
Hm?